tukaj smo v resnici in izzivu. Z mano je seveda Nipke, ki ima prav za sabo eno zanimivo presenečenje. Pretresujo vso Slovenijo in svet s svojim novim komadom. Si zadovoljen? Ne, jaz sem prezadovoljen in istočasno bom rekel, da je to nekaj, kar je mogel se nekako zgoditi, da se je napovedoval skozi celo mojo glasbeno pot, tako da sem vesel, da končno odzvoni. A pa si kdaj igral harmoniko? Si igral? Ja, sem 6 let sem igral harmoniko. 6 let, ja. Vse točno se to poveže že enkrat. Ja, res je, ja. Aha. Zdaj sicer nisi igral na tem komadu, ne? Kdo je igral? Ne, tak virtuoz pa nisem. Harmoniko je igral Tomi Budin in pa Blaž iz Fehtarjev. Potem je tukaj bil iz Avsenikov še baritonist, potem Luka Sešak na back vokalih, Tina Debevc na back vokalih. Tako da, ja, pa seveda Gašpar Konc, ki je v bistvu aranžma pomagal delati, Damjan Jovič, moj producent. No, ampak vidimo te pa tudi v videospotu čisto drugačni lukči. Kar naenkrat si se premaknil iz blokovskega naselja v Dravljah v banjo z mlekom. Ja, res je. Drugače sem se res že 5 let nazaj preselil iz Dravelj. Sicer ne v Mojstrano, kjer je posnet videospot pod Triglavom, ampak ja, tam se mi je zdel nekako perfektno okolje za to, da doda vizualizacijo pač te glasbi, ki sem jo ustvaril, in vse se poklopilo vrhunsko, sodelovali so krave, sodelovali so kokoši in vsi možni traktoristi v moji strani. Jaz mislim, da je to kar moj najljubši videospot do zdaj. Začeli smo snemati ob 7 zjutraj, sem že ležal v tisti banji z mlekom, v bistvu je bila voda, ki je bila malo obarvana. Ampak ja, snemali smo cel dan do nekih 10:30, 11 zvečer, ampak ni se niti za minutko vlekel. Komad je tak, je na poskoka, ne? Je tako, žurka v bistvu. Naslov je Draveljski venček in povezali smo valček, polko in hip-hop in jaz mislim, da to se pri nas še ni zgodilo. Jaz bi rekel, da to v bistvu prva taka mešanica ne samo v Sloveniji, ampak v svetu. Z narodno zabavno glasbo, slovenskih korenin, hip-hop, ta mešanica. Ne? Mi smo, tako kar si rekla, jaz mislim, da smo odprli eno čist nov poligon, nov žanr, ki ga prej še ni bilo in valjda, jaz mislim, da marsikjer moj striktno hip-hop fan je mal šokiran bil, ko je to videl, ampak jaz sem ponosen na izdelek maksimalno, glasba je vrhunska, tako da tudi on, ki mu mogoče ni všeč, ne more reči, da to ni vrhunsko narejen, tako da. Kaj bi ti odgovoril na recimo tiste, ki so rekli, da si se prodal, a ne? To pa pomeni, da moram preveriti svoj tekoči račun, če sem se res tako dobro prodal, da se mi je splačal, ampak jaz ustvarjam prvo zaradi sebe, zaradi tega, ker mi je the best, če pa lahko to svojo muziko še dobro tržam, je pa to se mi zdi sam še dodaten plus. Sem prepričana, da naslednji tvoj singel bo pa spet kakšno novo presenečenje, ne da? Ja, pustimo se presenetiti. Dajmo se pustiti. No in zdaj, ker smo v resnici in izzivu, jaz sem že kar nekaj takih vprašanj, ki bi bile mogoče marsikomu neprijetna, ampak pri tebi se mi zdi, da kar tega ni, ti znaš na vse odgovoriti, tako na easy. Okay. Tako da ne vem, če sploh obstaja kakšno vprašanje, ki bi ti bilo tako neprijetno, da bi si izbral izziv. Torej, vprašanje pa je, pred časom si zavrnil sodelovanje z Janom Plestenjakom.
ne vemo čisto točno, zakaj, nekaj si sicer že odgovarjal v tem smislu, ampak a ti je z njim neprijetno sodelovati, ker ti ni kul, ker ti ni všeč njegova glasba, ali ker se pač enostavno ne vidiš z njim? Ne, v bistvu nič od tega. Poslal mi je dva, jaz sem drugače hvaležen in počaščen, da je on mene povabil k sodelovanju. On je pač glasbenik, ki je že veliko dosegel in je kvaliteten glasbenik. Pač, a poslušam njegovo glasbo ali ne, to sploh nima veze, ampak gre za to, da mi je poslal 2 demota, v katerih se jaz pač nisem najdel. To še vedno ne pomeni, da mogoče enkrat ne bova naredila, če bo še kdaj me povabil, mogoče on pa jaz njega, ne, ampak v tistih 2 dotičnih demotih nekako nisem videl sebe gor, tako da. Večinoma, tudi jaz sem med njimi recimo, ne bi želeli odgovoriti na vprašanje, koliko imaš trenutno na bančnem računu? Ker si prej omenjal, ne, da mogoče bo ta komad zdaj vplival. Ne? Ja, ne. Ne odgovarjaš. Rajš bi imel več. Joj, tale nipke diplomate. Ja, noč izbiraš izziv, v glavnem. Izbiram izziv. Ok, da vidimo, tudi jaz namreč ne vem, kaj je danes izziv. Okay. Torej, nekaj dobrega nam je skuhala naša Teja in je za degustacijo. Zdaj, v preteklosti smo že rekli Ana Roš, Radio Express. Tole sicer... To zgleda nekaj sadnega. Nekaj sadnega zgleda, The best, sadje obožujem. Zelenjave ne maram. Tako da, če bi bilo kaj drugega, bi rajš povedal, koliko imam na računu. Ok. Potem pa prosim zagrizi v tole umetnijo, gastronomsko. Si sta 2 koščka, boš tudi enega. Ok. Naj bo. Bom počakala, da vidim, če preživiš. Jabolk, nek cimet. Gled cimet. Sliši se dober, čak. Fuj. Oh my god. Fuj. A je malo slano, ne piše zraven. Jabolko. Ne ful za noč. Kako se reče temu, ki je zmiksan? A je na č? Ni. Ja, ampak je pa posoljen bilo, ne. A ti si vse pojedel? Ja, ni bad. Ni bad. Bolj je sladko, kot slano, ne. Slano, kar res ne paše zraven sadja. Ja, ni ampak bad. vidim, da on je vse pojedel in mislim, da bi še... Stran pa navo metala. Mislim, res, to je pa... ja. Se pravim, v bistvu mi je kar prizanešen bilo s tem sadjem. Ja. Ja, ste kar zadeli. Aha, ok. Se pravi, drugič, če... Očitno ste poslušali moje komade in ste videli, da ne maram zelenjave, tako da. Ja, ker drugače bi ti dal brokoli. Pa bi rajš povedal. Hvala za povabilo, hvala za zajtrk. Ja, se veselim, da prijem še kdaj.